Lepo pozdravljeni. Tokrat v oddaji Drzni zmagovalci predstavljamo podjetje Infinit, razvoj biomedicinskih tehnologij iz Maribora. Z nami je soustanovitelj in izvršni direktor tega podjetja, dr. Janez Štrancer. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni, dr. Štrancer. Za začetek povejva, vi niste v nobenem sorodu z ustanoviteljem tega portala in domovine. Ne. No, tako da ne bo kakšne napačnega razmišljanja. Skratka, Infinit d.o.o., to je visokotehnološko, biotehnološko, kakšno podjetje je to? Razložite nam najprej to definicijo, kaj je zdaj tehnološko, biotehnološko. Infinit v bistvu razvija tehnologije napovedovanja dolgoročnih tveganj, varnostnih, zdravstvenih tveganj. In zdaj združujemo dve tehnologiji. Ena pride z področja biologije ali pa biotehnologije, torej uporabljamo nek biološki material za to, da pripravimo en sistem, ampak potem pa iz njega opazujemo, kako se recimo bolezen razvija na teh podceličnih sistemih. Potem pa naredimo v digitalnem svetu kopijo, temu bi moderno rekli digitalni dvojček. In to je pa zdaj ta digitalni svet. In zdaj stara definicija biotehnološkega področja bolj se fokusira na ta biološki del, na biotehnološki del, medtem ko teh bio pa pomeni, pa je zdaj nekako nova podveja, za tisto panogo, kjer se dejansko močno prepleta ta biologija in tehnologija. To se pravi, povejva zdaj zelo razumljivo, bom vesela, če bova razumljivo povedala, kaj točno vi zdaj raziskujete. Torej, mi še kot raziskovalci smo se ukvarjali ali pa se še ukvarjamo na Inštitutu Jožef Stefan z raziskavami mehanizmov proženja bolezni. In kot podjetje pa želimo to vedenje, razumevanje teh mehanizmov prenesti v tehnologijo, ki bi lahko nadomestila testiranje na živalih. Torej, za nas je ključen problem naslednji. Ali lahko napovem, da nek material, kemikalija, cepivo, zdravilo ali pa terapija fizikalna, ali lahko dolgoročno škodi človeškemu zdravju. Ker težava danes ni težava videti, ali je neka kemikalija ali material škodljiv takoj ali pa jutri, danes jutri. Se pravi, temu bi rekli akutna zdravstvena tveganja, akutna toksičnost. Težava je v tem, ali je lahko material nevaren, kljub temu, da ni akutno toksičen. Torej, da je danes še vse v redu, ampak bojo začele težave čez 3 mesece, čez 1 leto, čez 3 leta. To so tiste težave, ki vodijo v razvoj tako imenovanih kroničnih bolezni, se pravi bolezni, ki rabijo dolgo časa, da se razvijajo, naprimer začenši s kroničnim vnetjem, fibrozami, rakom, nevrodegenerativnimi obolenji, kot je Alzheimer. In s tem se mi primarno ukvarjamo. Torej, naše področje je napoved teh zelo dolgoročnih tveganj, zdravstvenih tveganj na podlagi hitrih opazovanj. Torej, vzamemo eno kopijo biologije na celičnem nivoju, na podceličnem nivoju gledamo, se naučimo, kako tam stvari, kako se prožijo tisti trenutek, ko bi bil človek izpostavljen ali pa neka celica izpostavljena, potem pa to prenesemo v digitalni svet in z matematiko potem premagamo čas, torej in lahko napovemo, naprimer v enem tednu, kaj se zgodi čez 1 leto. Kar veliko novosti ste zdaj povedali. Torej, zdaj, čeprav razumem, vi zdaj vzamete iz človeškega organa eno celico, ne pa cel organ. Zdaj, zaenkrat iz človeškega organa še nič ne vzamemo. To bo recimo nekoč v prihodnosti, bomo lahko to delali personalizirano, ampak zdaj imamo človeške celice, ki jih vzamemo iz bank, iz svetovnih bank, ki so, rečemo temu, zelo podobne, če nam rekel enake, ampak zelo podobne kot celice, ki jih imamo mi v telesu. Za nas je biološka celica osnovni, rečemo temu, procesor, ki procesira to izpostavljenost materialu in nam pokaže, kako se biologija čisto na začetku odzove. In zato
pravzaprav mi sploh ne rabimo opazovati organa, ne, kot celote. Organ je sestavljen iz množice takih celic in težava je potem, da ker je teh celic veliko, se kot skupina celic, torej kot organ, se zelo počasi odzivajo. In mi pa točno to želimo rešiti, želimo ponuditi industriji odgovor hitreje, kot to, da čakamo, da se cel organ odzove. Kako dolgo traja ta test pri vas? Kdaj dobite to rešitev in odgovor? Ja, recimo, če nam stranka pošlje material, ki je lahko prah ali pa kemikalija, raztopina, pasta, karkoli, potem recimo za pljučna vnetja, dolgoročna vnetja lahko povemo že v manj kot enem tednu. Opazovanje, torej biološki eksperiment, traja približno nekje med 1 in 2 dnevoma, za nekatere druge primere tudi mogoče celo manj. Potem sledi translacija v ta digitalni svet, pa vsa računarija, ki je odzadaj v digitalnem svetu, ki traja približno 2 do 3 dni. Potem nekaj časa traja še to, da se poročila sama sestavijo, torej vse to softverji poganjajo, ne programska oprema. Tako da nekje med 5 in 7 dni je ta trenutek čas, v katerem mi dostavimo nekako analizo tveganj. Kako vam je uspelo tako skrajšati ta čas? Je to dejstvo, da ste se osredotočili na celico, in ker v celici se takoj vidi ta odziv, ne pa na cel organ oziroma skupino celic, ki bi počasneje reagirale? Ja, to v bistvu točno na tem vprašanju se je rodila ta poslovna ideja. Ja. In sicer na enem sestanku enega evropskega projekta leta 2017, evropski projekt je bil Smart Nanotox. Na tistem sestanku v Antwerpnu smo imeli, ne v Antwerpnu, v Leidnu, sem jaz takrat prvič slišal za ta OECD-ov koncept, ki mu rečejo AOP, to pomeni Adverse Outcome Pathway, prevedeno poti razvoja bolezni. In to je en dober logični koncept, ki je sicer se da ga da predstaviti kot eno linearno verigo dogodkov. In najprej začnejo tako imenovanim molekularnim prožilnim dogodkom, potem sledijo ključni eventi in na koncu dogodki, potem na koncu sledi pa razvoj bolezni. Ne? In zdaj vsak tak prehod iz enega dogodka na drugega ponavadi pomeni na večji skali, se pravi na večjih dimenzijah, pa počasneje v daljšem času. Torej, in zdaj tam sem jaz videl, da so imeli takrat leta 2017 problem z določevanjem teh najbolj zgodnih dogodkov. In zdaj ta AOP je poraben, se to zdaj proba OECD poganjati in seveda za vsak ta ključni element v tej verigi bolj zgodaj, kad ti te ključne dogodke znaš videti, hitreje lahko napoveš. In jaz sem tam videl, da nimajo fizikalnih metod, s katerim bi določevali te prav začetne prožilne dogodke. Mi smo pa takrat v laboratoriju na inštitutu Jožef Stefan se ukvarjali točno s temi, na razvojem naprednih mikroskopij, s katerimi smo nekatere take dogodke lahko videli. In to je bil zame, takrat je bil preblisk, da pravzaprav imamo prednost, ne, konkurenčno prednost pred množico, da lahko opazimo hitreje to verigo, ampak seveda zato je pa treba cel kup drugih paradigm spremeniti. No, ta sprememba te paradigme, kot pravite, tega vpogleda, te odločitve, je najbrž ta, da vi niste biolog, ne? Ker nek biolog bi že na samem začetku začel drugače, konceptualno drugače, ne bi gledal samo celice, vi ste fizik. In kot fizik ste v bistvu razgradili tudi pravzaprav ta organ in to skupino celic na enote in ste vzeli eno samo in to je prva, je ta celica. Ne? Ja, torej, pravzaprav vsa naša konkurenca gre tako, kot ste že omenili. Se pravi, v biologiji bojo rekli, mi dobimo relevanco, ne? Se pravi, to, da bo naš eksperiment relevanten za to, da ga bomo pa lahko prenesli na zdravje človeka, bojo rekli, zato rabimo nujno podobnost našega biološkega sistema z tkivom. Zato bojo probali narediti kopijo tkiva. In to so te tehnologije organonačip ali pa organoid, sferoid in podobne. In to je že spet v tej smeri, spet gradimo večji sistem. Seveda, v takem večjem sistemu lahko opazujemo prosto, ne rabimo digitalnih dvojčkov, ampak nismo rešili problema časa.
Torej, spet moramo čakati in spet čakamo nekaj tednov, mogoče celo nekaj mesecev, zato da se cel organ odzove in da lahko mi sploh kaj zmerimo. Mi smo, točno tako kot fiziki, smo rekli, ok, zdaj pa razgradimo to na najmanjšo enoto, ki se še odziva sama. In to je celica. Celica ima svoje organele notranje in mi gledamo, kako se ali te organele lahko razrešijo problem teh začetnih fizikalnih interakcij, začetnih poškodb molekularnih sprememb. In če vidimo, da se motnje prenašajo na sosednje celice in da tako recimo lokalni skupki celic tega niso sposobni razrešiti, torej če se motnja prenaša naprej, to je tako kot internacionaliziran problem. Doma ga ne znamo rešiti, ga prenesemo na višji, to se pravi na mednarodni nivo. To točno to, da celice delajo in to nekaj časa traja. In dlje časa, ko se kuha, težje potem tole pojesti. No, in zdaj ta metoda, da vi pravzaprav to opazujete na celici sami, to je unikatno. Ali to počne še kdo na svetu? Ali kdo to še počne? Ne, to v resnici, mislim, da zadnja leta počne to precej skupin. Čedalje bolj se zavedajo, da so te moderne, napredne optične mikroskopije seveda ta prav kanal, za komunikacijski kanal, s katerim mi preberemo te informacije ven. Težava nastopi potem v naslednjem koraku, ki smo ga rešili do zdaj mi edini, in sicer v translaciji. Kaj v množici informacij, ki je v celici, v celici imate recimo 100,000 genov, proteinov in tako vseh različnih molekularnih struktur, torej število prostostnih stopenj je ogromno. In kaj zdaj od tega moraš gledati? To je zdaj problem. In mi smo na čist drugem nivoju to gledamo in drugi pa niso rešili tega problema. Rešili so detekcijo, se pravi opazovanje, ampak potem enostavno ne vedo, kaj s temi informacijami, preveč informacij. In mi imamo pa zdaj to rešeno, da imamo avtomatski sistem, ki translira te opazljivke v biologiji v digitalni svet. In potem tam naprej. Zmodelirali ste in dobili formulo, kaj gledati. Ja, tako recimo. Ja. A je to zdaj zaščiteno? To je, mislim, so patentne vloge odzadaj. Nekatere stvari seveda tudi niso v patentih, so kar lepo skrite. No, skratka, zdaj vi ste zdaj že parkrat omenili ta oddelek, to gre za oddelek F5 na Inštitutu Jožefa Štefana. To je razvoj biomedicinskih tehnologij, kjer ste vi še vedno zaposleni 20%. Kako se je v bistvu razvilo to vaše podjetje? To je bil, pravite, spin-out. Kakšna razlika med spin-off, to bolj poznamo. Kaj je zdaj s to tehnologijo? Zdaj jo pa vaše podjetje uporablja. Ja, zdaj moramo razčistiti cel kup stvari. Torej, odzadaj najprej je raziskovalni laboratorij za biofiziko v okviru odseka za fiziko kondenzirane snovi, torej F5 mu na kratko rečemo. To je največja raziskovalna skupina, ne samo na Inštitutu Jožef Štefan, ampak kar v Sloveniji. Združuje različne skupine, ki uporabljajo fizikalne metode ali pa fizikalni način razmišljanja za reševanje dosti kompliciranih problemov v osnovi. In laboratorij za biofiziko je pač eden od njih, eden od teh skupin, ki so v tem odseku. In iz našega laboratorija smo potem odcepili tole podjetje Infinit, razvoj biomedicinskih materialov oziroma tehnologij. In zdaj v procesu tega odcepljanja bi imeli, če pogledamo na svetovnem merilu, dve možnosti. Torej, eno je spin-off, pa drugo je pa spin-out. Pri spin-offu bi recimo inštitucija, ki je znanje generirala, neko idejo, bi ostala delni solastnik, lastnik, kakorkoli že. Medtem ko je pri spin-outu se pa ta pravica nekako odkupi in se prenese na raziskovalce, ki hočejo to potem iti v malo drugačne vode. Torej, pri nas je zaradi zakonodajnih razlogov ta druga pot zdaj uporabljena in bo še verjetno kar nekaj časa. To pomeni, da inštitut nekako sklene pogodbo z ljudmi, ki to želijo odcepiti. In gre pa seveda, kaj smo na začetku prenesli. In to je zdaj neka pogodba odzadaj tudi proti plačilu. Tako da mi smo prenesli v resnici samo
dokaz koncepta, da se da, če poznaš osnovni mehanizem proženja, da se da zapisati matematični model te biologije, nekako osnovni, in se da to potem propagirati v času. Torej, to je bil dokaz, objavljen v enem članku, ki je dosti netipičen, ogromen, pravzaprav odzadaj ogromno nekih informacij, ogromno materijala je še zraven tega članka, in to smo v bistvu mi prenesli. Potem je pa ključna investicija, zato ker je, recimo, če gledava vložek, ki je bil v tak članek, naš nacionalni denar, evropski denar, je recimo, in zdaj, če primerjam ga z vložkom, ki je bil dan v razvoj te tehnologije, na podlagi teh idej, nastane tehnologija, je tle ogromen faktor, ne? To je faktor recimo nekje med 10 in 100, v našem primeru je bil faktor 30. Torej rabiš 30-krat več energije, časa in denarja za to, da spraviš eno znanstveno idejo do prototipa tehnologije. No, to je potrdilo tega, ker velikokrat ljudje rečejo, ja, tudi jaz sem se to spomnil, ne, seveda to je zdaj podjetniška oddaja, ja, lahko da si se spomnil, ampak ta, ki je to uresničil, ta je dejansko zmagovalec. Njegova je potem konec koncev tudi ta uresničena ideja, ne, to je bistvena razlika. Ja, se mi zdi, da to je tisto, kar mogoče manjka v Sloveniji. Tle moraš imeti kar precej poguma in zelo velike ambicije, tudi sam pri sebi, moraš nekaj želeti narediti. Mogoče pa še to je ljudje v raziskovalnih sferah, ne, ker to je ideja, ki je hkrati odcepljena in zagonska. In zato moraš imeti pogum. Moraš si drzniti iti izven cone udobja. To je težko, mi smo to tehnologijo razvijali zdaj 4 leta na polno. Ogromno časa gre, ogromno energije, in to kot raziskovalna sfera tega ne bo podprla, zato ker vmes rezultatov ni, drugih znanstvenih rezultatov ni, se pravi, ni člankov, ne. Ampak jaz mislim, da sploh ne bi smeli tako razmišljati. Jaz celo si drznem trditi, da bi morali na vsake 10 vrhunskih člankov nastati 8 spin-out podjetij. To je moja teza in dokler ne bo tako, zame Slovenija ni uspešna. Ja, seveda, ne, ker lejte, če gledamo samo MIT, to se pravi Massachusetts Institute of Technology na Harvardu, oni dejansko potem to bazično znanost spremenijo v aplikativno, imajo naročnike in tam to teče, ne? Ja, oni so v 145 letih obstoja zagnali, če sem imam prav številko, nekje med 14 in 15 tisoč podjetij, torej približno 100 na leto. Se pravi, 100 odcepljenih zagonskih podjetij, večinoma to grejo kar študente, ki magistrirajo, doktorirajo, pač ljudje, ki so tam zaposleni, skratka, to je flow. In MIT je neke vrste, je odlična raziskovalna inštitucija, ampak to je kar en inkubator tega odcepljanja. A je bilo to težko v Sloveniji? Vendarle bi mogoče kdo, srečujemo se tudi z nevoščljivostjo, s kakšnimi zadržki, bi nekdo rekel, zakaj bomo pa zdaj ravno Štrancarju, ne, ali pa spin-out, oni bodo zdaj kdo ve kaj počeli s to idejo in tako naprej. Kako ste se srečali s tem človeškim momentom? Bom rekel zelo pozitivno, pa mogoče tudi kaj zelo negativnega. Zelo pozitivno zato, ker smo takrat, recimo vodja odseka je bil absolutno, je to podpiral, mi na odseku imamo že tudi nekaj dobrih izkušenj z odcepljenimi podjetji, tako da absolutno vsa pohvala lokalno na odseku, se vsi zavedamo in to podpiramo. Seveda znotraj inštituta, tudi znanstveni svet, del znanstvenega sveta je to absolutno podprl. Mogoče en del inštituta, ki bi moral to bolj podpreti, takrat to ni podprl, je rekel, da ne verjame, to pa zdaj nima smisla v imenih. Ampak ja, mogoče niso razumeli sploh, zakaj to delamo. Tako da so zelo pozitivne ideje, seveda vedno je pa, ja, zdaj boš pa ti obogatel s to idejo. Mislim, to je, na drugi strani imamo pa čisto enostavno posledico. Če nič ne naredimo, ostane ideja, ki je zapisana v znanstvenem članku ali pa objavljena v predalu,
ali pa v najboljšem primeru jo objavimo in jo nekje nek drug lepo patentira, ne, to se vse da zaobiti. In iz tega nastanejo podjetja pol kje drugje. Zakaj mi tega sami ne delamo? No, ampak dejansko članek sem našla, naslov je takole: napoved kroničnega vnetja za vdihane delce, vpliv kroženja materialov in karantene v pljučnem epiteliju. To se pravi, ali je tukaj ogromno avtorjev, ne? Ali je kdo od teh zdaj že dejansko nekako tudi sam razvijal to zadevo, oziroma kako ste vi sploh s toliko avtorji prišli do vsega tega? Kdo je vodil to? Ste vi glavni podpisani ali pod ta članek? Kdo je nosilec te ideje? Ja, to je bilo tako, to je bil spet en mogoče drzen primer, ki ni bil na začetku dobro sprejet. To so zgodbe, ki se razvijajo same od sebe. Mi smo imeli v laboratoriju, tudi imamo še vedno, smo imeli vsako leto svoje strokovne dneve, recimo kukaren brainstorming. No, se tule recimo imamo nekaj fotografij, pa se bo recimo en tak sestanek tudi pokazal, ne? Ja, naprimer takole, ali pa mogoče še več. Ja? Na takih način, in to imamo mi redno, vsake pol leta, zdaj prej smo imeli vsako enkrat na leto. In na teh sestankih si predstavljamo ideje in poskušamo najti povezave med njimi, med raziskovalnimi rezultati in med tehnološkimi izzivi. In tam sem jaz videl, da so imeli takrat moji 3 doktorantje, ki so delali na različnih problemih, da so se začele zgodbe povezovati. In jaz sem rekel, ok, dajmo mi to skupaj sestaviti. In potem smo začeli gledati, katere eksperimente se to skupaj sestavlja. Bili smo tudi del tega evropskega projekta, ki sem ga že prej omenil, Smart Nanotox. In potem smo začeli to, če dalje širšo idejo predstavljati partnerjem, in so partnerji rekli, aha, jaz imam pa tale rezultat, ki bi tudi podprl to vašo hipotezo. Potem se je oglasil tretji, jaz imam pa še tole, ki bi tole podprl. In tako je konzorcij te ideje rasel, in mi smo tole vodili na koncu, na nekih sestankih so dali še nekatere predloge, ki smo jih mi potem evalvirali in implementirali. Tako da je organsko zrasel iz našega laboratorija, ki je na začetku delal recimo 7-8 ljudi, v skupino, ki je, ne vem, 34 ljudi in avtorjev, ja. Tako da to je zelo netipično za take biološke oziroma biofizikalne članke. Ne. Ampak drugi niso razvili naprej to na način kot vi. Ne, mi smo dejansko prepoznali s tem tudi mi smo ogromno vložili v ta razvoj teh detekcijskih metod, kako se to da videti, pa kaj se da s tem narediti. In dejansko so vsi se strinjali, da je to naša ideja, tako da smo potem tudi to nekako v soglasju. Torej, kdaj in kje je bilo to objavljeno? To je bilo objavljeno v reviji Advanced Materials leta 2020, malo pred poletjem. To je bom rekel, za razvijalce materialov vrhunska revija. Napredni materiali. Napredni materiali, danes je tega res ogromen na vseh možnih področjih. To je revija na istem rangu, kot je recimo Science ali pa Nature. Skratka, to pomeni, to je nek standard, neka zelo visoka kvaliteta. Ne? Dobro, greva zdaj še na to podjetje, ne? Ker to je vendarle podjetniška oddaja. To se pravi, vi ste dejansko v to metodo omogočil nek zelo močan mikroskop. Ja, torej mi imamo tole so ne lupe, ki se uporabljajo pri razvoju prototipov naprej, ampak ja, uporabljamo kombinacijo konfokalnih fluorescenčnih mikroskopov, mikroskopije, superločljive mikroskopije in ene modalnosti, ki smo sami malo te mikroskope predelali že prejšnja leta pred podjetjem. Torej ena kombinacija mikroskopij, ki so dovolj zmogljive in hkrati, ki se jih da dovolj avtomatizirati, da se da na njih postaviti tehnologijo. Ne? Ker če hočeš, zdaj ni point sam, da znaš, ampak moraš to znati narediti za določenih finančnih okvirih. Ne? Ja, in tu... In to je bil mikroskop Inštituta Jožef Stefan. Ne, to je bil na Inštitutu Jožef Stefan je bil
v bistvu prototip tega mikroskopa, ki je boljši kot tega, kar ga imamo mi na podjetju, ampak mi smo pol na podjetju kupili nekaj, kar ni čisto v isti družini, ima pa iste podobne lastnosti, samo s to razliko, da se ga da bolje avtomatizirati. Torej, je od istega proizvajalca, samo spada v drugo družino mikroskopov, ravno zato, ker je podjetje vseeno more bistveno več na dan narediti, kot pa raziskovalna skupina. Ne? Torej, kakšen je zdaj danes odnos vašega podjetja Infinit in seveda Inštituta Jožef Štefan? Je to še vedno nek odnos, kako znanost prehaja v prakso, bazična, aplikativna? Kakšen je zdaj ta odnos? Ja, mi si želimo, da bi bilo to najbolj organsko, kar je možno, to, kar smo recimo pred leti v okviru pametne specializacije definirali kot vertikalna vrednostna veriga. Mi si želimo, da dejansko bazična znanost generira ideje, da jo potem podjetje, ki je na višjih tehnoloških ravneh, te ideje lahko razvije v tehnologijo. No, zdaj smo pa že na tisti ta pravi stopnji, ki je lahko tehnologija, potem, ki lahko podjetje nazaj tehnologijo da nazaj v raziskave in jo v raziskovalni laboratorij uporablja za to, da je hitrejši, močnejši, da ima več informacij. Zdaj smo točno to naredili, tako da imamo zdaj že dvosmerni pretok informacij. Hkrati mi kot podjetje sofinanciramo raziskovalne projekte v raziskovalni skupini in raziskovalci pomagajo mogoče recimo pri uvajanju ljudi. Tako da ta pretok znanja je dvosmeren in to je zdaj tisto, od katerih imajo oboji plus. Ne. No, zdaj vi potem to delate od leta 2021, če prav razumem. Ne? Podjetje smo naredili konec, se pravi decembra 2019, potem smo pa rabili malo več kot eno leto, da smo pridobili financiranje. Ja. Torej, podjetje se financira iz tega zagonskega angelskega kapitala. Prišel je nek investitor in je vložil. Ja, lahko poveste, kakšno vsoto, kakšen znesek? Ja, seveda na začetku smo vložili, so tele ljudje vložili 2,25 milijona, potem pa še dvakrat po 1 milijon, tako da smo zdaj nekje na malo manj kot 4,5 milijona investiranega kapitala in to je samo privatni kapital, ne? Torej zasebni. Imamo sicer tudi raziskovalne projekte, ampak so recimo manj kot 5% vsega denarja, ki ga mi rabimo. Ja, tako da to je bil vložek in ta vložek smo potem dobili februarja 2021, tako da je potem marca 2021 smo začeli tudi zaposlovati in smo zagnali vse svoje procese, seveda nekaj časa je trajalo. Ali so to slovenski poslovni angeli ali tujci, kdo je to? To je kar skupina iz Srednje Evrope, pa bom rekel še Azija. To se pravi, tujina pravzaprav vlaga v ta vaš projekt, ne? Ja, so ljudje, ki mi imamo zelo veliko srečo. To so ljudje, ki so nam hkrati mentori, imajo ogromen svojih izkušenj, lahko finančno si privoščijo vložke v take zgodbe, so dolgoročni vlagatelji, imajo cilj res, tako kot mi, razviti eno dobre tehnološke platforme. In hkrati so tudi mentori, nam pomagajo, ne? Pa še razumejo pomen znanosti, kar je v teh zgodbah zelo pomembno, ker to so vseeno odcepljena podjetja, izhajajo iz znanosti. Ne? Torej, to ni nek vlagatelj, ki čaka na dobiček, pa bo potem prodal to podjetje. Ja, ne, zato ker taka podjetja rabijo bistveno več časa, imajo pa zelo velike potenciale pol, ne? No, torej, poglejva zdaj, kaj točno vi počnete, ne? Recimo, seveda nas zanima, rečete, material, ali bo človek dobil raka, če recimo ima kolke iz tega materiala ali pa zobne vsadke, da povem najbolj preprosto. Ne? S čim se zdaj ukvarjate? Mogoče ta hip, kaj pregledujete? Kater je ta material? Ja, recimo, mi imamo ta trenutek 3 storitve. Ena je čisto avtomatizirana, 2 sta še na pol eksperimentalni, bom rekel prototipni. Torej, tista, ki je čisto avtomatizirana, je namenjena industriji, kjer pride do sproščanja prahov, kjer je lahko človek izpostavljen vdihovanju raznih prahov. Tako ali drugače. To pomeni ali med razvojem, ali med proizvodnjo, ali med uporabo, ali med razpadanjem, se pravi, cel življenjski cikel.
In za to vrstno industrijo mi povemo, ali je tak prah lahko nevaren pri vdihovanju. Torej gre za nevarnosti za pljuča, za nevarnosti za kronične pljučne bolezni ali pa nevrodegenerativne bolezni živčnega sistema možganov in tako naprej. Ali je to lahko nevarno na dolgi rok? Na dolgi rok, ja. Torej vi to leto, v 14 dneh ali pa v 3 dneh poveste. Da. Ja. Ta druga storitev je, zdaj bom rekel, nastaja prototip te storitve, tudi sodelujemo s klinikami, je ta z implanti, z vsadki, torej kostami. Moram povedati, da imamo super sodelovanje z mariborsko kliniko, imam dobre, res super zdravniki, ki si želijo vedeti, zakaj imajo pacienti težave čez 1 leto. Gre za to, za tako imenovane aseptične, torej nebakterijska vnetna stanja, ki se zgodijo po mesecih, mogoče celo letu, ko se začne ta vsadek, implant, ko se začne omajati, in ob tem omajanju pride do razgradnje kosti, torej izgube kostne mase, in za ta omajanja vedo, da niso posledica bakterijskih vnetij, ker ta bakterijska ponavadi so že na začetku, pa izvenijo, če so. In to pa pride zaradi tega, ker se razni materiali sproščajo iz teh vsadkov. In potem naše celice, bodi se celice, ki gradijo kosti, bodi se celice, ki gradijo hrustanec ali pa kostna tkiva, tle so potem težave. In mi jim pomagamo razumeti in potem napovedati, kateri materiali bi bili pri teh implantih bolj nevarni od drugih, ali pa katere strukture. Tako da to je in za klinike, in za paciente, in za proizvajalce teh materialov. Pa ta tretja tehnologija je pa v bistvu s prvo povezana, to sem pa že prej omenil, je pa ta razvoj nevrodegenerativnih obolenj. To so pa zelo dolgotrajne zadeve. Alzheimer ne nastane kar čez noč. To je zelo počasno nastaja. In tle je pa problem, ker je udeleženo cel kup organov, torej ti moraš nekje vdihniti ta material, večino tega se povezuje z onesnaženjem, takim in drugačnim, kakorkoli na delovnem mestu, okolju, domu in kjerkoli. Ampak to je zdaj sam začetek, to je tista zadeva, ki ti naredi še mogoče sistemsko vnetje počas. Potem pa imamo tukaj med nosom in možgani, imamo eno tako imenovano dihalni živec, ki je zelo kratek kanal, skozi katerega vstopijo ne samo zdravila, ampak lahko tudi delce. Mi imamo zdaj že jasne rezultate, ki nakazujejo na to, da lahko delci vstopajo preko tega, da v bistvu se prenašajo kar preko živca. Tako da in to je zdaj najkrajši možni vstopni kanal, da ta material pride v možgane, in potem se pa tam v možganih začnejo razvijati težave. Tako da zdaj potem mi sklopimo te dve tehnologiji, želimo pa na koncu te tehnologije uporabljati predvsem zato, da omogočimo hitrejši in boljši razvoj zdravil. Torej, zdaj zaenkrat se ukvarjamo najprej z napovedovanjem razvoja bolezni, imamo pa že v prototipu tudi v razvoju tudi prototip teh tehnologij, ki bi jih lahko ponudili farmacevtski industriji. Torej se že pogovarjamo na to temo, kako se to uporabi potem pri razvoju zdravil, ker nenazadnje digitalni dvojček razvoja bolezni je točno to, nadomesti potem modelno žival z modelom bolezni. Torej, a nas lahko tako čisto preprosto opozorite na kakšne materiale, recimo azbest je tak zelo glasen material, za katerega že vemo, da je škodljiv, ampak je mogoče še kakšen material, na katerega ste zdaj naleteli, ki mogoče dolgoročno res škoduje človeku? Ja, to je tako, recimo, mi, ki smo validirali tole tehnologijo za pljučna dolgoročna vnetja, ki so osnova, kronična vnetja so osnova za 90% dolgoročnih bolezni. In to smo zdaj validirali na več kot 50 materialih, različnih materialih. In tudi niso samo dobro določeni materiali, so tudi mešance, temu mi rečemo kar koktejli materialov. In naprimer eno takih koktejlov je zagotovo kondenzat, ki nastane iz dizelskih izpuhov.
Se pa moramo zavedati tako, ne, da taki materiali ti lahko že sam nekaj malega spremeniš na materialu, pa se odziv čisto spremeni. In ravno zaradi tega mi razvijamo te tehnologije, mogoče malo v kontrasmeri, kot to, kaj si želijo, kako bi želeli mogoče v Evropi poenostaviti to. Danes mislimo, da bomo vse z digitalnim presejanjem, ne, z data miningom ali kakorkoli bi to imenovali, da bomo vse to s temi metodami rešili, da bi to že vse vnaprej znali vedeti, ampak žal to tako ne gre. Površine materialov, kemikalije so preveč kompleksne. Ne nazadnje na trgu sem slišal informacijo, da obstajajo 16 milijonov kemikalij. To je nemogoče sploh testirati. Mi imamo danes na svetu testiranih recimo 1000, mogoče 2000 materialov, ne. Smo še zelo daleč od tistih milijonov. Tako da je nemogoče sploh tudi te baze podatkov, baze eksperimentov, iz katerih bi te metode digitalne rudarjenja dobile sploh idejo, kaj je nevaren, pa kaj je varen. To ne gre tako. In jaz vam lahko povem za primer dveh materialov, ki dokazujeta, kako močno se spremeni odziv, če sam nekaj malega spremeniš v procesu. Ista vhodna kemija, ista kemijska sestava dveh materialov, zelo podobno procesiranje termično pri visokih temperaturah. Razlika je od vseh postopkov mogoče samo v enem koraku 20 stopinj različna termična predelava, različna temperatura termične predelave in je odziv biologije popolnoma ortogonalen. Tako da in na koncu ta tudi materiala imata še vedno skoraj enako kristalno strukturo, enako kemijsko sestavo. Tako da ne morete reči ne na kemijske sestavi, ne na obliki delcev, ne na velikosti. Obstaja cel kup enih paradigem, ki jih jaz ne maram, ki trdijo, da je mogoče so palčke nevarne, mogoče so majhni, mogoče so te, ki imajo svinc, mogoče one, ki so azbest. Ja. To so zgodbe, ki temeljijo na posameznih primerih. In žalostna resnica azbestne zgodbe je ta, da je pač bil to nek material, ki ima eno zelo dobro lastnost ali pa več dobrih lastnosti, ampak nismo pa vedeli vnaprej, da ima tako slabo učinek na biologijo, ne, se pravi na naše telo. In zdaj spet nekaj podobnega delamo. Imamo ogromno enih materialov, med katerimi je velika večina čisto v redu. Ampak ker tega ljudje ne testirajo, spet tvegamo zgodbe o azbestih. No, ampak te dva materiala, ki omenjate, na katera bi upozorili, sta kaj točno? Ne, to je bil recimo, eno so bile, to je bil titanov dioksid, eno so bile nanocevke, ampak ene specialne nanocevke, iz tega druge so bile pa nanokocke, ista kemija. Une nanokocke so bile popolnoma inertne, nanocevke kar precej močno proženje kroničnega vnetja. In kje se to uporablja? To se recimo, to smo celo mi hoteli pred davnimi leti iz tega narediti ene protimikrobne tehnologije za zaščito površin pred mikrobi. Skratka, uporablja se na različne, torej to so materiali, ki se jih da z UV svetlobo aktivirati in potem lahko postanejo bioaktivni ali pa lahko imajo kakšne druge specialne lastnosti, različne fizikalne lastnosti imajo, ampak hočem to povedati. Ne moramo mi iz kemijske sestave, torej tudi če jaz rečem titanov dioksid, zdaj ta trenutek obstaja 100 vrst procesov, ki mi naredijo različne delce. Od tega, ne vem, je mogoče 10 problematičnih, 90 pa ne. In kako boste to vedeli, ko nekdo naredi nov proces, kako bo vedel, ali je končni rezultat neke kemične ali pa fizikalne pretvorbe škodljivo ali ne? Torej, zdaj, če greva na ta vaš produkt, da tako rečem, izdelek, storitev, kaj točno zdaj vi, pa omenjate te digitalne dvojčke, kako zdaj točno vi pridete do te rešitve, kako je videti ta vaš izdelek? Kaj daste naročniku? Ja, naročniku damo, temu rečejo v angleščini hazard assessment, torej poročilo o tveganju, o zdravstvenem tveganju v nekem pogledu. Naprimer, dajva za primer OECD-ve te
test guidelini, to bi prevedli smernice, ja. Smernice za testiranja. In po teh smernicah, naprimer, za dolgoročna pljučna vnetja obstaja 6, pa še mogoče eno bomo zraven dodali, torej 6 ali 7 različnih teh smernic, ki imajo zdaj številke, ne vem, 403, 433, 36, 412, 413, 451 in potem še kancerogenicity, se pravi nevarnost za razvoj raka, 452. To so zdaj, se pravi, imamo 6-7 različnih smernic. In vsaka smernica zahteva ogromno količino živali, testnih živali, to je vse animal-based, se pravi na osnovi živalskih testiranj še vedno. In vsaka taka smernica pove, ali je za neko časovno okno, naprimer 403 smernica ti pove, ali je nevarnost tveganja za vnetje čez 2 tedna po izpostavitvi, do 2 tedna. 412 ti pove 1 mesec in tako naprej. In zdaj vsaka taka smernica v določenem časovnem oknu. Mi pa z enim eksperimentom lahko dostavimo se pravi, to varnostne tveganje za celoten časovni razvoj. Ne rabimo 800, vseh 7 smernic skupaj bi potrebovalo 800 živali, minimalno, leta dela, za to, da bi ovrednotili celoten možen razvoj od prvega dneva do 2 let. Mi pa torej damo, in zdaj kaj je v teh smernicah? V teh smernicah so razni, temu toksikologi rečejo endpointi, se pravi merljivke ali pa ključne opazovane količine, torej kako odreagira imunski sistem, kakšne so poškodbe na celičnem nivoju, kakšni so biokemijski odzivi in tako naprej. Torej, mi te informacije podamo seveda na malo drugačen način, ker vzadje ni žival, ampak je neka celična naprava, bom rekel, drugače pa se trudimo podati čim bolj ekvivalentne informacije in tisto, kar je povsem ekvivalentno, je pa tako imenovani odziv po dozah. Torej, to je pa osnovna informacija, ki jo rabijo toksikologi, da vejo, pri kateri dozi postane material nevaren. No, zdaj zanimivo vprašanje, ali vsi ljudje reagirajo enako, ne? Torej, ta celica, ki jo vi vzamete, je celica belca, ali kaj točno je zdaj? Kaj ugotovite? Ja, torej, zdaj, ta trenutek mi dostavimo poročilo, temu rečemo populacijsko, kot povprečje populacije. Torej, tako, ker so ta trenutek tudi zdravila stestirana. V tem trenutku še nimamo personalizirane, čeprav razvijamo sisteme, razvijamo platforme, ki bojo omogočale točno to, tudi personalizacijo tega takega poročila ali pa optimizacija zdravljenja. Ampak ta trenutek je report namenjen nekemu povprečju na populaciji, in ne posameznemu človeku. In se pa že vidi, že na nivoju celic imajo ene celice drugačen odziv, hitrejši, počasnejši. Celice med sabo tudi recimo žrtvujejo eno celico, pa potem ona se žrtvuje, pa tam svinari od materialov poščisti, pa tako naprej. To je cela dramatična zgodba v tem. Človek je mikrokozmos, je rekel Aristotel. No, zdaj poglejmo, to so pa zdaj fotografije tega vašega dela. Malce povejte, kaj točno počnete, recimo. Ja, na našem podjetju imamo dva dela. En del seveda razvija storitev, to je ta storitev, kjer vzamemo biološki del, pa ga izpostavimo materialom ali pa kemikalijam in potem poteka analiza na mikroskopijah, ki so avtomatizirane, to gre, potem se prenese v digitalen svet in tam se zaračuna propagacija oziroma razvoj bolezni. Tole je recimo en posnetek iz biološkega laboratorija, tako izgledajo tele naše celični klastri. To je zdaj znotraj procesa, je cel kup točk, ki se jih preverja. In tole je ena takih točk. Prej na prejšnji sliki smo pa videli drugi del podjetja, pa razvija produkt, zato ker na koncu želimo to, kar je danes storitev, dostaviti tudi v obliki produkta. In ta produkt mora v osnovi nadomestiti velik mikroskop
z nekim majhnim, bom rekel, mikroskopom, ki se ga da zavreči, ki se ga da uporabiti za enkratno uporabo. Aha, mikroskop za enkratno uporabo. Ja, Na čipu. Na čipu. Zanimivo. Tako da to smo pa šli v razvoj zato, in v bistvu iz večjih razlogov. Prvi razlog je ta, da seveda veliki mikroskopi so dragi, vedno zahtevajo veliko investicijo in imajo končno kapaciteto. Torej, z enim velikim mikroskopom lahko obdelamo, ne vem, recimo do 20 materialov na 24 ur in s tem to je naša maksimalna kapaciteta. Zdaj pa torej, če hočemo to kapaciteto povečati na dosti enostaven način, brez velike investicije, potem je edini način, da spravimo mikroskop na čip. Tako, kot imate že pri zdravniku, tako imenovano lab-on čip tehnologijo, ki vam biokemijo analizira, ko date kri. To so podobne tehnologije, samo da zdaj tam ni biokemijsko, ampak zdaj je tole optika, se pravi cela biologija, optika in elektronika je na enem čipu. In to drugi razlog je zato, ker nekatere stranke ne želijo pošiljati svojih materialov izven svojih laboratorijev, torej mi moramo platformo poslati tja. Pa da sami pogledajo. Da sami pogledajo, potem pa ta platforma nam sporoči in mi pa analiziramo, tako da mi ne pridemo pol v stik z njihovimi materiali, kar je tudi za njih dobro. Ta tretja zadeva je pa seveda, če hočemo iti potem na personaliziran razvoj zdravil, želimo na tem čipu tudi preslikati stanje osebe, ne samo vzeti njegovo celico, recimo iz podkožja, ampak tej celici, našemu digitalnemu dvojčku tudi dopovedati, v kakšnem okolju je ta celica bila. Se pravi, da bi v digitalni dvojček lahko preslikali tudi stanje človeka, torej z vso zgodovino, boleznimi, bremeni iz preteklosti in tako naprej. To se v digitalni dvojček da preslikati in zato rabimo to preslikavo. To se pravi, da bodo ljudje razumeli, ta digitalni dvojček recimo je ena kopija te osebe v digitalnem svetu. Ja, to je kopija začetnega razvoja bolezni, se pravi, to je v osnovi celico te dotične osebe, torej na tej celici naredimo eksperiment, se naučimo, kaj recimo material nek proži, potem lahko tudi kako zdravilo, to proženje ustavlja, modulira ali kakorkoli, včasih tudi pospešuje, če je glih slabo. In to opazovanje pa prenesemo v digitalni svet in imamo zdaj vpis razvoja bolezni v tem digitalnem dvojčku. Torej, ste kar povedali veliko zapletenih zadev, verjamem, da smo razumeli približno ali pa bolj ali manj veliko tega. Povejte nam zdaj, kdo so vaši naročniki? Ja, ta trenutek, tako sem rekel, prva storitev, ki je avtomatizirana, je na voljo proizvajalcem materialov. Zdaj o imenih točno ne bom, lahko pa povem sektorje. Velik sektor, ki že delamo z njim, to je več podjetij, so seveda proizvajalci raznih materialov, od gradbeništva, ledjedelništva, materiali, vsi moderni materiali za razne, ne vem, transportni sektor, torej letala, rakete, industrijski, energetski sektor, vetrnice in tako naprej. Torej, tle se noter rabi cel kup enih zanimivih materialov, ki so kompoziti, ki so tanki filmi, zaščitni materiali. In to so vse tisti materiali, ki pridejo v stik z ljudmi. Ja, to bodi si v razvoju, v proizvodnji, pri razpadu, pri uporabi, pri brušenju, pri obrabi, karkoli. To so materiali, ki lahko pridejo v stik z nami. Torej, ta sektor je prvi. Potem so pa proizvajalci, ki delajo reciklažo materialov, torej še posebej Evropa, ki nima veliko svojih surovin, primarnih, se zelo fokusira na recikliranje. In imamo tudi zelo dobra sodelovanja s tujimi podjetji, ki to počnejo. In seveda tam pa dobiš, recimo iz smeti, marsikaj dobiš. In moraš na tem nivoju zdaj povedati, kako je tvoja proizvodnja, oziroma to čiščenje materialov lahko nevarno, ki je nevarno. Tako da tem tudi pomagamo. Pol na drugi strani, tako sem že omenil, tudi sodelovanja s klinikami, poskušamo tudi v te biomedicinske materiale, tudi tam pomagati, predvsem na implantih, ker je lahko to zelo boleče za paciente, ki morajo to menjavati. Torej, zdaj, če ugibam, v glavnem so to tuji naročniki. So tudi slovenska podjetja. So tudi. Da.
Recimo, vi praktično sodelujete po vsem svetu. So to ameriška podjetja, azijska, evropska? Ja, trenutno imamo Evropo pa ZDA. Seveda ciljamo je pa tehnologija globalna, tako da. Ja. Imate pa podjetje zdaj tu v Sloveniji, Maribor smo navedli, še kje? Boste naredili še kje podjetje? No, zagotovo pride še kaj. Še kaj, ne? No, recimo vaša ekipa, vi imate 12 zaposlenih, tole so recimo vaši sestanki. Povejte nam mogoče, če ni skrivnost, kakšen red velikosti prometa, dobička, lahko kaj poveste v številkah? Ja, zdaj podjetje je še v zagonski fazi, torej lani, ko mi vstopili na trg, sploh prvimi dogovori, ne, s partnerji, lani smo imeli tako 4 nova sodelovanja, tako da promet takih podjetij, ki so zdaj smo še med zagonsko in pravo tržno fazo, tako da to šele vstopamo. Ampak napoved recimo čez 10 let, kje se vidite? Ja, morali bi zaslužiti čez 10 let že bistveno več kot 10-krat to, kar danes porabimo. Poveste kakšno številko mogoče? Ja, recimo ta trenutek porab podjetje reda 1 milijon na leto za razvoj, tako da želimo to številko bistveno preseči. Ja, dobro, 10 milijonov. No, mogoče zdaj še glede na zadnje dogodke s to umetno inteligenco, Kitajsko, ne, ki je presenetila predvsem Američane in njihovo umetno inteligenco in njihove vložke, kolikor so vlagali, te so pa z odprto kodo naredili veliko več. Ne. Uporabljate vi umetno inteligenco? Ja, to je skoraj na vsake prezentaciji, ki imamo z industrijskimi partnerji vprašanje, ne. Jaz jim povem, da večino naših algoritmov pri tej translaciji v digitalni dvojček je dobra stara humana inteligenca, ne, človeška inteligenca. Algoritme umetne inteligence uporabljamo v bistvu v zelo majhnem obsegu. En sam dogodek je karab tako imenovane tehnologije nevronskih mrež, ampak tudi to mi poskušamo te algoritme vnaprej dobro definirati, lahko je to uporabljeno v razvoju, ampak zaenkrat še ni. Je pa res, da tudi malo, tle se držimo malo nazaj. Veliko teh tehnologij se poskuša uporabljati na to temo, ampak tako, kot sem rekel, ključna zadeva je tle, je set, na katerem treniraš te metode. In zdaj v toksikologiji je teh eksperimentalnih podatkov malo. Ne, recimo, mi uporabljamo pri kalibraciji in validaciji ene od teh tehnologij pravzaprav vse javno dostopne podatke za en tip eksperimentov v Evropi v zadnjih 40 letih, iz zadnjih 40 letih, pa je to 50 popolnih podatkovnih setov. Torej, to ni veliko. To je cirka 2000 živalskih eksperimentov, ki smo jih nabrali po Evropi, združili s partnerji tujimi. Tako da to je zelo malo podatkov za to, da ti natreniraš te metode. In zagotovo je treba te metodam, ne moreš jim kar reči, da ji reši ta problem, ne? Ker to ne gre tako. Treba jim je zelo dobro omejiti. Mi naredimo ta fizikalni oziroma matematični prenos iz biologije v digitalni svet na fizikalni način, se pravi omejimo način, kako se to sploh lahko naredi, in potem to majhne detajle pa s temi metodami. Torej, če prav razumem, umetna inteligenca bi imela premalo inputa teh podatkov, da bi lahko karkoli pametnega povedala. Ne? Ja, po mojem mnenju. Ja, mogoče bi tudi kaj pa pobrala, pa prekopirala, pa sporočila kam drugam, mogoče na Kitajsko. No, ampak to šalo na stran. Dobro, zdaj, doktor Janez Štrancar, jaz vam najlepše zahvaljujem za tale pogovor, zelo zanimiv in seveda videti je, da ste izbrali pravo ime, ne, Infinit, to se pravi, možnosti so neskončne za vaše podjetje. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Hvala za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci, in nasvidenje.